hvala lepa za povabilo. Mi je veliko veselje, da sem tukaj. Jaz sem planiral to predavanje za 45 minut, upam, da mi bo uspelo se držati. Torej, naslov je, kaj družabna omrežja res vedo o tebi. Struktura, kako bom danes to predavanje naredil. Najprej bom nekaj uvodnih besed povedal, potem bom predstavil nekaj del, ki napovedujejo preference ljudi, osebnost ljudi, spolno usmerjenost ljudi iz podatkov, ki jih dobijo na družabnih omrežjih, in na to, kako se te stvari lahko uporablja za usmerjeno oglaševanje, politično oglaševanje, manipuliranje čustev, in na to bom naredil en kratek zaključek. Okay? Torej, to je roadmap za danes. Dajmo iti najprej na uvod. Zdaj, jaz sem v naslovu napisal, kaj družabna omrežja res vedo o tebi. Pod družabna omrežja, jaz mislim, tako imam bolj široko gledano, sem zame spadajo ne samo Facebook, Instagram, TikTok in klasična družabna omrežja, ampak tudi spletne trgovine, pretočne platforme in druge digitalne platforme, se pravi vse spletne storitve, kjer uporabniki nekaj interagirajo in s tem za seboj puščajo neke sledi. Naslov tega predavanja je, kaj družabna omrežja res vedo o tebi, ampak v resnici moj odgovor je ne vem. Ne vem, ker nisem zaposlen v nobenem od teh podjetij, pa tudi, če bi mi kdo kaj povedal, bi imel NDA, pa ne bi smel razkriti. Torej, kar bom danes predstavil, so izsledki raznoraznih raziskav z tega področja. Okay? Torej, kaj pa res Facebook ali pa TikTok dela, pri njih to pa v resnici ne vem. Torej, najprej dajmo malo opredeliti terminologijo. Okay? Glavna stvar, torej to, da družabna omrežja nekaj vedo o nas, je posledica tega, da mi puščamo digitalne sledi za sabo. Kadarkoli mi uporabljamo neko spletno storitev, se pravi se obnašamo, kaj pomeni obnašanje, nekaj kupimo, nekaj si ogledamo, nekaj lajkamo, objavimo, pošljemo neka tekstovna sporočila, maile, iščemo informacije in tako naprej v nekih spletnih iskalnikih. Vse to je naše digitalno obnašanje in puščamo sledi, se pravi te velike platforme, recimo Google, ki je iskalnik, si vsa ta naša iskanja zapomne. To so vse naše digitalne sledi. Te digitalne sledi so to je samo ena zbirka, ogromno enih posamičnih podatkov, ampak te digitalne sledi podjetja ponavadi združijo v nekaj, čemur se reče profil uporabnika, in to je tako so te stvari malo agregirane, in ta profil uporabnika je odvisen od namena. Recimo Netflix najbolj zanima, kateri filmi so nam všeč, TikTok zanimajo neke druge stvari, katere vsebine tam lajkamo in tako naprej. Torej, digitalne sledi, to je zelo pomembno, to je osnovni koncept, na katerem bomo gradili. Zakaj podjetja rabijo profile uporabnikov? Najpogostejši razlog za neko podjetje je to, da si povečajo dobiček. Saj v resnici Netflix ne zanima neki detajli o nekem Janezu Novaku iz Ljubljane, poveča dobiček. Zdaj, kako to izgleda, je odvisno od poslovnega modela podjetja. Lahko je to več prodanih izdelkov za spletne trgovine, več prikazanih oglasov za klasična družabna omrežja, več naročnikov za pretočne storitve in tako naprej. S tem, ko podjetja ustvarjajo te profile in delajo neke napovedi iz teh profilov, se zgodijo neki stranski učinki. Okay? Eno je to, da malo lahko kresnejo mimo, da ta napoved ni ta prava, lahko pa tudi delajo napovedi nekih nepotrebnih oziroma nezaželenih lastnosti, karakteristik uporabnikov. Tako, gremo zdaj mi na prvo večjo stvar tega predavanja, in to je napovedovanje. Okay, kaj lahko iz teh digitalnih sledi, ki jih puščamo za sabo, s tem, ko uporabljamo spletne storitve, kaj lahko družabna omrežja naredijo, kaj lahko napovejo. Zdaj, ko govorimo bi rad sam minutko porabil, da razložim, kaj jaz mislim pod napovedovanje. Napovedovanje v smislu strojnega učenja. Zdaj, tisti, ki mogoče imate že nekaj predznanja strojnega učenja oziroma umetne inteligence,
Veste, da ponovadi imamo neke podatke in recimo pri teh podatkih imamo neke značilke in napovedujemo neke razrede. Bom takoj povedal, zakaj gre. Dajmo si pogledati ta primer tukaj. Okay? Čekaj, tukaj mi dela laser? Dela, super. Okay? Poglejmo si ta primer. Tukaj imamo neko tabelo, pa so neke vrstice, pa neki stolpci. Okay? Vsaka vrstica je neka, dajmo reči, aktivnost uporabnika. In tle sem dal za primer, dajmo reči, da uporabnik je na nekem spletnem, nekem družabnem omrežju, na tem družabnem omrežju so neke tekstovne vsebine, neke objave, ki so jih drugi ljudje objavljali. In zdaj tukaj imam tako. Prva vrstica, uporabnik številka 1, si je ogledal neko tekstovno vsebino, neko objavo. Ta objava ima 125 znakov, beseda petek je prisotna, zato je tu enka, beseda naloga ni prisotna, beseda bedno ni prisotna in tako naprej. Prisotnost nekih besed v tem besedilu, pa dolžina besedila, skratka lastnosti te objave, temu rečemo značilke objave. No in na koncu pa imamo mi obnašanje uporabnika. Ko je uporabnik to prebral, ali je všečkal ali ni. In recimo, se to čisto izmišljen primer, ne? Torej, uporabnik 1 je neko vsebino 125 znakov dolgo, ki ima besedo petek, nima besede naloge, nima besede bedno, všečkal. Malo kasneje je ta isti uporabnik eno drugo vsebino, ki je dolga samo 45 znakov in vsebuje vsebino besedo petek in vsebuje besedo bedno, ne pa besede naloga, je ni všečkal in tako dalje. Okay? To so klasične digitalne sledi, ki jih mi puščamo, ko uporabljamo neko platformo in to si vse te Facebooki in druge platforme si to vse zapomnijo. Ne? Zdaj, kaj lahko oni naredijo? Ne? Oni lahko rečejo, dajmo reči, da imamo mi pač vse te digitalne sledi, ki so jih uporabniki pustili, pa dajmo probati mi napovedati, ali bo uporabnik neko novo vsebino všečkal ali ne. In kaj naredijo? Pač obstajajo algoritmi strojnega učenja, v katere ne bomo šli danes, ampak dajmo reči, da je to pač en pameten človek, ki mu daš vse te stvari, pa on malo naštudira in ugotovi, da uporabnik ima strašno rad, kadar je prisotna beseda naloga, takrat bo ziher všečkal, če pa prisotna beseda bedno, pa ne bo všečkal. Neka taka pravila si zapomni, ampak to je nek računalniški algoritem, ki to malo melje in si zapomne in lahko, ko pride nek nov uporabnik, ki si ogleda neko novo vsebino, lahko napovejo, ali bo to vsebino všečkal ali ne. Zdaj, ti algoritmi strojnega učenja ali umetne inteligence, kakor želite, je bolj sodoben izraz, pa malo širši, ne? Zdaj treba mičkeno ugotoviti, ali ta algoritem dobro napoveduje, v tem primeru všečkanje, ali kresne mimo. Ne? In zato, da bi mi ugotovili, ali je dobro napovedal, ali je slabo napovedal, ponavadi naredimo nekaj, čemu rečemo matrika pravilnih in napačnih napovedi. Ne? Zdaj, če imamo mi vsebine, ki jih je uporabnik všečkal in je naš napovedni model napovedal, da jih bo všečkal, jih seštejemo sem, se pravi, v naši bazi, v tem izmišljenem primeru, je algoritem 112-krat napovedal, da bo uporabnik nekaj všečkal, ko je dejansko všečkal. V 78 primerih je pa naš algoritem kresno mimo, uporabnik vsebine ni všečkal, ampak algoritem pa je napovedal, da jo bo všečkal. Ne? In podobno za napovedano nevšečkanje, 44-krat je algoritem kresno mimo, ko je uporabnik ne všečkal, pa je napovedal, da ne bo všečkal, in 388-krat je prav zadev, se pravi, uporabnik ni všečkal vsebine in to je tudi algoritem napovedal. Okay? In zdaj iz te matrike mi lahko vidimo, koliko dobro je algoritem napovedal ali ne. Se pravi, mi si želimo, da čim večkrat prav zadane in čim manjkrat narobe zadane. Ne? Se pravi, v idealnem primeru bi bila kle nula, to bi bil perfekten algoritem, ampak noben algoritem ni perfekten. No, skratka, iz te matrike lahko pol mi izračunamo neke številke, točnost, natančnost, priklic, še polno enih drugih je, pa mogoče niti ne bi šel v detajle. Skratka, običajno, ko imamo nek tak algoritem, ko nekaj napoveduje, ponavadi z neko številko od 0 do 1 ugotavljamo, koliko je dober. Ne? Za te tri metrike, točnost, natančnost, priklic, višja kot številka, večkrat je pravilno zadev in manjkrat je narobe zadev. Okay?
To je samo toliko malo za uvod, da boste imeli malo občutka, ko jaz rečem, da je nekdo naredil algoritem, ki napoveduje spolno usmerjenost uporabnikov, da vemo, zakaj gre. Se pravi, so imeli dosti podatkov o uporabnikih in označeno spolno usmerjenost in potem je pol algoritem probal to narediti. Tako da zdaj sem že malo spoilal, kaj bo prišlo kasneje. Okay? Torej, prvi primer napovedovanja nečesa iz digitalnih sledi je napovedovanje preferenc. To se zdaj, to je ena od dajmo reči, zvrsti tako imenovanih priporočilnih sistemov. Klasičen primer je recimo Netflix. Netflix si želi pogruntati, kateri filmi bojo vam všeč, zato da vam te filme prikaže čim bolj zgoraj, da čim hitreje pridete do njih v uporabniškem vmesniku. Posledično, če dobro zadane, kateri filmi so vam všeč in kateri filmi ne, boste vi te filme gledali, če jih boste gledali, boste zadovoljni s storitvijo, če boste zadovoljni s storitvijo, boste še naprej plačevali naročnino, kar je končni cilj Netflixa. Zdaj, kako to zgleda? Netflix ima ponavadi, ali si lahko si predstavljate, isto je za Spotify, za katerokoli podoben sistem, ima neko tako tabelo, ima spisek dosti uporabnikov, in spisek vseh filmov, ki jih imajo. In uporabniki ponavadi, zdaj to mogoče malo starejši pristop, ampak včasih je Netflix prosil uporabnike, dajo oceno od 1 do 5 vsakemu filmu. Se pravi, Peter je dal filmu Boter oceno 4, filmu Inception oceno 5, filmu Hangover oceno 5, filma Sophie's Choice pa Peter ni gledal. Paul ni gledal filma Boter, je pa gledal te 3 filme in jim je dal neke ocene. Zdaj vidimo, da tukaj imamo neko vprašanje pri tistih filmih, ki jih uporabniki še niso gledali. Zdaj cilj napovedovanja preferenc pri Netflixu je v tem, da proba pogruntati, kakšno oceno bi Paul dal filmu Boter, če bi ga gledal. Tako da napovedovanje preferenc proba zafilati te manjkajoče vrednosti, se pravi ta algoritem priporočilnega sistema, ki napoveduje preference, je recimo napovedal, da bi Paul, če bi gledal film Boter, dal 3, Joan bi dala 1 Botru, ampak ne vem, Peter bi dal Sophie's Choice 4 in tako naprej. In zdaj lahko priporočilni sistem Netflixa reče, kateri filmi pri Petru imajo najvišje napovedovane ocene, se pravi Sophie's Choice ima 4, to je dobro priporočilo za Petra. Za Joan recimo nimamo nobenih dobrih priporočil, Hangover še nekako je sprejemljiva 3, ampak zagotovo ne bi bilo fajn, da je priporočimo Botra, ker naša napoved, pač napoved našega algoritma, ki temelji na digitalnih sledeh, je 1. Tako da digitalne sledi v tem primeru so naša prejšnja gledanja, ocene in tako naprej, to so te črne številke tukaj, in rdeči vprašaji so pa manjkajoči, ki jih pol proba, manjkajoče preference, ki jih proba priporočilni sistem napovedati. Zdaj, kako dejansko ta algoritem funkcionira, je lahko zgodba za en cel predmet na faksu. Ne bi šli zdaj v te detajle, ampak lahko si predstavljate, če grem en slajd nazaj, da imamo neke značilke za vsak film in za vsakega uporabnika. Te značilke so lahko žanr, igralci, dolžina, leto in tako naprej. In namesto všečkanja tukaj imamo rating, se pravi ocena, ki jo je dal. In probamo oceno napovedati iz ostalih značilk. To je recimo, in če tako človek gleda, Netflix malo gleda, kaj je bilo meni všeč v preteklosti in na podlagi tega proba ugotoviti, katere filme bi jaz rad gledal, vse tukaj ni nič kaj tako hudo narobe in mogoče res ni. V bistvu nam probajo pomagati, da iz nekega kataloga, ne vem koliko 1000 filmov, nam prikaže samo tistih nekaj filmov, ki bi bili za nas zanimivi. Dajmo, še tako. In na podoben način seveda se lahko dela glasbena priporočila na platformah kot je Spotify, lahko se na tak način priporoča artikle v nekih spletnih trgovinah, dela se tudi tako imenovana vzajemna priporočila, kjer imaš več ljudi in jih probaš mečati skupaj, recimo pač na družabnih omrežjih ti tako predlaga prijatelje. Tako da je to napovedovanje preferenc se
uporablja na tak način za, dajmo reči, izboljšanje kvalitete storitve, ki jo uporabljamo. Ne? Zdaj, dajmo pa iti na eno drugo stran, drugo stvar. Malo se bomo sprehodili v psihologijo, okay? Napovedovanje osebnosti. Zdaj, ljudje smo zelo različni med sabo, ne, sej vemo, malo smo fizično različni, malo smo karakterno različni, eni smo bolj nevrotični, eni so bolj mirni, eni so bolj diligent, pač organizirani, eni so bolj zgubljeni, dajmo reči, in tako naprej. Se zelo razlikujemo med sabo, ne. Zdaj, psihologi so dosti raziskovali področje osebnosti in še pač kot osebnost se misli dimenzije, po katerih se mi razlikujemo, in so prišli do enega modela, ki mu reče model velikih 5, zato ker je sestavljen iz petih faktorjev, okay? Odprtost, vestnost, ekstravertnost, sprejemljivost in nevroticizem. In to nekako tako izgleda, da vsak od nas ima vrednost enega od teh faktorjev, dajmo reči med 0 in 1. Okay? Se pravi, ne vem, jaz sem te vprašalnike že milijonkrat izpolnil in vam povem, da za odprtost sem jaz tako bolj proti 1, dajmo reči, za vestnost sem bolj nekje na sredini, nisem preveč vesten, kar se ekstravertnosti tiče, sem bolj nizko, sem bolj introverten in tako naprej in tako naprej. Skratka, vsak od nas je malo drugačen v tem prostoru teh 5 faktorjev, ne? In to je zdaj že, a res lahko, kle se že napoveduje, a res lahko socialna omrežja napoveduje osebnost. To je pa že malo triki, to je pa že tako malo moja intimna stvar, ali sem introverten ali ekstroverten, ne? Ni mi fajn, da vsi to vejo, ampak dajmo pogledati, kaj se da narediti. Zdaj, psihologi merijo osebnost ljudi tako, da imajo ene zelo dolge vprašalnike. Najkrajši je 10 vprašanj, pa ni preveč natančen, en bolj pogost je 44 vprašanj in seveda ne moreš teh vprašalnikov dajati ljudem zato, da bi pogruntal njihovo osebnost kar tako vse povprek. Zakaj, preden gremo na napovedovanje osebnosti, bi rad še povedal, razložil, zakaj sem sploh osebnost izbral in zakaj je osebnost pomembna. Izkaže se, da je osebnost močno korelirana, močno povezana z določenimi stvarmi, kot so recimo preference za glasbo. Okay? To so rezultati, vam bom razložil, ne se straši te pač kompleksne tabele. Okay? To je ena raziskava, ki sta jo naredila Renfro in Gosling zdaj že dolgo časa nazaj, že 20 let nazaj, ampak približno te stvari se ne spreminjajo. In ona dva sta pogruntala, da ljudje z različno osebnostjo imajo različne preference za glasbo. Te številke tukaj so nekaj, čemu rečemo korelacija. Večja, ko je ta številka oziroma njena absolutna vrednost, bliže, ko je 1, močnejša je povezava med dvemi stvarmi. In kaj mi tukaj lahko vidimo? Vidimo, da recimo odprtost, faktor odprtosti, ne? Tukaj imamo teh velikih 5 faktorjev, se pravi ekstravertnost, sem pozabil slovenske, se vem, kjer so. Skratka, odprtost ima izredno visoko korelacijo, 44 je 0,44 ponovadi relativno močna korelacija, z žanrom reflektiven kompleks. Oni to poimenovali, ampak to je nek splošen žanr glasbe, v katerega spadajo bolj natančni žanri, kot so blues, jazz, klasična glasba, folk glasba. Spravi, bolj, ko so ljudje višji, ko so ljudje na faktorju odprtosti, večja je verjetnost, da bojo radi imeli te žanre. Podobno, ljudje, ki so odprti, imajo tendenco, da imajo radi tudi žanre rocka, alternativne glasbe, heavy metala, obstaja pa negativna korelacija med odprtostjo in žanri tipa country, pač verska glasba in popom. Sicer je malo manjša ta korelacija, ampak je. Pa dajmo si pogledati še kakšne druge zanimive korelacije. Vidimo, da ljudje, če si pogledamo to tukaj, okay, vidimo, da so neke pozitivne korelacije med žanri country, religious pop, beat and conventional, in osebnostnimi lastnostmi ekstravertnosti, prijetnosti in vestnosti. Se pravi, ker so te korelacije pozitivne, pomeni, da ljudje, ki so bolj ekstravertni, imajo raje tiste žanre. Ljudje, ki so bolj introvertni, imajo manj radi. To bi bila
To je neka taka intuicija. Okay? Skratka, mislim, vse ni treba, da grem še naprej v detajle. Hočem samo reči, da obstajajo raziskave, ki pravijo, če imaš neko osebnost, je pač velika verjetnost, da ti bo všeč določen žanr glasbe. Naslednja stvar, kjer je osebnost pomembna, je napovedovanje nakupovalnih navad. To so rezultati, bom razložil, ne se strašiti, to so rezultati ene raziskave, ki je bilo par let nazaj narejena in so opazovali eno osebnostno lastnost in to je ekstravertnost. Okay? In so rekli, dajmo pogledati, kako ljudje, ki so ekstravertni, torej so na enem koncu tega faktorja, pa ljudje, ki so introvertni, na kakšen način zapravljajo denar. Okay? In se izkaže, da ljudje, in tukaj so opazovali, koliko denarja ljudje zapravijo za artikle, ki so statusni simboli. Okay? In je tako, na tej osi imamo prihodke, oziroma dajmo reči, ljudje, ki so na tem koncu, so bolj, dajmo reči, bolj revni, ljudje, ki so tukaj so majčkeno bolj bogati. In zdaj, če pogledamo tukaj ta rdečo črto, ekstravertne, okay? Vidimo, da pač oziroma dajmo najprej modro pogledati introvertne, vidimo, da bolj, ko so ljudje revni, manj denarja zapravljajo na artiklih, ki so statusni simboli. Če pa pogledamo ekstrovertne, je smer približno enaka, ne? Se pravi, bolj, ko so bogati, več denarja zapravljajo na statusnih simbolih, ampak razlika je v, dajmo reči, strmini. Ne? In mi tukaj vidimo, da ljudje, ki so ekstravertni, več zapravljajo za statusne simbole, če tudi imajo nižje prihodke. Okay? Tako da samo to, če mi vemo, ali je nekdo pač introverten ali ekstraverten, lahko že načrtujemo, kakšne artikle bi mu probali pač ponuditi za to, da bi več prodali. Okay? Tako da, to sta bila dva primera, ki kažeta na to, da osebnost ni samo tistih velikih 5 faktorjev, ampak je tudi povezana z nekim obnašanjem in bi lahko bila koristna še za kaj. Torej, ali lahko družabna omrežja ugotovijo, kakšna je naša osebnost? Lahko, iz digitalnih sledi se to da narediti. Da se to iz pač različnih digitalnih sledi, bodi si iz družabnih omrežij, iz nakupovalnih navad, tudi iz nastavitev zasebnosti, bom to pokazal zelo zanimivo. En primer, zdaj bom vam prikazal par primerov napovedovanja osebnosti iz digitalnih sledi. Prvi primer je raziskava, ki jo je naredil Mihael Kosinski in kolegi. In oni so vzeli eno veliko bazo lajkov na Facebooku. Okay? In tukaj so imeli vse te lajke, tukaj so imeli 10 milijonov lajkov, tukaj so uporabniki, tukaj so posamezne vsebine na Facebooku, če ena je lajkal, če nič ni lajkal. In potem so neko, pač dajmo reči, algoritem strojnega učenja, SVD se imenuje, uporabili v kombinaciji z logistično regresijo in so poskusili napovedati, kakšna je osebnost uporabnikov iz tega, kaj so lajkali in česa niso lajkali. Okay? Dosegli so kar dober uspeh pri tem napovedovanju in tukaj zdaj bi sam povzel, kateri so najbolj, dajmo reči, prediktivni lajki, vsaj v njihovi bazi. To je zdaj bilo, to je že 10 let nazaj, tako da vsebine bi se spremenile, ampak tako za faktor odprtosti, ne, imamo na enem koncu odprte, na drugem koncu pa ljudi, ki so nizki na odprtosti, ne, oziroma bolj konzervativni. Tisti, ki so ki so višje bili na odprtosti, se pravi bolj odprti ljudje, so pogosto lajkali vsebine vezane na Oscarja Wilda, Charlesa Bukowskija, Sylvie Plath, Leonardo da Vinci, Bauhaus in tako naprej. Medtem ko so tisti, ki so imeli nižji skor na odprtosti, bolj pogosto lajkali vsebine, kot so NASCAR, Austin Collie, Mother-in-law, Justin Moore, The Bachelor in tako naprej, Teen Mom in tako dalje. Okay. Druga dimenzija, ki je tudi zanimiva, se mi zdi, je ekstravertnost. Se pravi, tisti, ki so ekstravertni, so lajkali vsebine tipa beer pong, Mike Jordan, dancing, socializing, modeling, cheerleading, medtem ko so introvertneži
bolj lajkali vsebine tipa fanfiction programming, manga, video games, Minecraft in tako naprej. Okay? To sem par primerov lajkov, ki so zelo značilni za odprte, za pač visoko odprte, nizko odprte, ekstravertne in introvertne. Naslednja raziskava napovedovanja osebnosti iz družabnih omrežij pa je ena, ki sem jo jaz naredil pač par let nazaj v sodelovanju s kolegi Brusom Ferverdo in Marčinom Skovronom. In kaj smo mi naredili? Mi smo vzeli digitalne sledi uporabnikov na Twitterju in Instagramu in smo skombinirali razne značilke, uporabili smo jezikovne značilke, tako da smo malo, mogoče ne bi šlo zdaj v detajle, ampak katere besede so uporabniki uporabljali, kakšen emotivni naboj so imeli te besede. Potem smo na Instagramu, ki je imel dosti slik, smo analizirali slike, ki so jih ljudje objavljali in smo gledali svetlost, nasičenost, barvne odtenke, take značilke. Pol pa še neke uporabniške značilke, število sledilcev in tako naprej. In smo napovedovali osebnost. Tudi tukaj so bili rezultati precej dobri, pa bi jaz spustil to tabelo, ker mislim, da ni primerno, da jo zdaj razlagam. Bi skočil takoj na naslednji primer, kjer so v eni raziskavi, ki so naredili Joe Glaston, Sandra Mac in kolegi, so napovedovali osebnost iz nakupovalnih navad. Torej, vem, da so te podatke pridobili s pomočjo ene angleške banke in banka je objavila raziskovalcem samo podatke o nakupih, transakcijah, bančnih transakcijah in osebnosti uporabnikov za nekaj uporabnikov. In podatki so nekako tako izgledali. Uporabnik 132 je v skupini blago in storitve, podskupina oblačila, pri H&M-u tega dne zapravil 115,33 evra. Ta uporabnik ima odprto stolko, vesno stolko, ekstravertno stolko in tako naprej. To so pač faktorji velikih 5. In tako so imeli dosti transakcij za dosti uporabnikov in so uspeli natrenirati model strojnega učenja, ki zna iz digitalnih sledi vašega zapravljanja napovedati, kakšna je vaša osebnost. Ko človek tako malo posluša, vsaj meni se je vedno zdelo, ko sem tudi jaz tisti ta zlobnež, ki počne take stvari za raziskave, ampak tako meni se je vedno zdelo, ja, pa zakaj pa Madona ljudje ne rečejo, ne bom pustil nič digitalnih sledi za sabo, nobenemu nič ne povem, samo kar je najnujnejše. In sva z Brusom naredila eno raziskavo, kjer sva tako naredila. Sva rekla, dajmo narediti en fake vstopno stran za neko družabno omrežje, tako kot Facebook, in rečemo ljudem, poslušaj, če bi se ti prijavil zdaj na neko novo družabno omrežje, daj nam povej, katere stvari bi objavil o sebi in katere ne bi. Smo rekli, a bi ti objavil mesto, v katerem živiš, a bi objavil mesto, v katerem si se rodil, kraje, v katerih si živel, a bi objavil svojo telefonsko številko, svoj e-mail, svoj naslov, restauracije, ki so ti všeč in tako naprej in tako naprej. In daljši vprašanjih smo rekli, a bi ti to delil z drugimi ali ne bi. In smo jim dali tudi vprašalnik velikih 5 in smo ugotovili, da tukaj obstajajo zelo zanimive korelacije. In sicer ljudje, ki so nizki na odprtosti, imajo močno negativno korelacijo, predvsem z deljenjem teh osebnih stvari, kje so bili rojeni, v katerih krajih so živeli in tako naprej. Tako da te ljudje niso radi teh stvari delili. Recimo ljudje, ki so bili pa visoki na ekstrovertnosti, so pa zelo radi delili restauracije, ki so jim všeč, igre, ki so jim všeč, aktivnosti, ki jih počnejo, interesi, hrana in tako naprej. Tako da kaj mi vidimo zdaj iz tega? Mi smo pol naredili, to so samo korelacije, ampak mi smo pol naredili tudi model, ki napoveduje osebnost iz nastavitev zasebnosti. Se pravi, po domače tako, ti nam povej, kaj bi delil in česa ne bi delil z nami in že iz tega jaz vem, kakšno osebnost imaš ti. Ni mi treba sploh gledati, kaj si delil z mano.
Zdaj tako, ta slajd zaključuje moje nakladanje o napovedovanju osebnosti, tako da bom šel naprej, ampak bi še eno rad povedal. To so izsledki ene, se reče meta raziskave, da imaš primerjalna raziskava, kjer so pač raziskav je ogromno o tem, kako iz družabnih medijev, iz digitalnih sledi napovedovati osebnost. In so primerjali malo uspešnost vseh teh raziskav in ta slajd sem dal samo zato, da se pohvalim, ker je ta meta raziskava pokazala, da je naša raziskava, ki sem jo prej predstavil, Twitter pa Instagram, je dosegla najboljše rezultate pri napovedovanju. Detajli so tam objavljeni. To je malo reklame zame. Prav. Še ta stvar je. Če želite sami se preizkusiti v napovedovanju vaše osebnosti, lahko to naredite na tej to sem hotel live pokazati, pa nimam tle. Finta v tem, da ta spletna stran deluje tako, da greste sem, vas prosi, da prenesete gor, uploadate podatke iz Facebooka, LinkedIna, Twitterja, in pol vam on izračuna na podlagi enega takega modela, kot sem jih prej razlagal, kakšna je vaša osebnost. Zdaj, zato, da lahko uploadate te podatke iz Facebooka in Twitterja ali pa LinkedIna, boste rabili nekaj časa, ker boste videli, ko boste probali downloadati, je dolga pot. Na Facebooku rečete, jaz bi downloadal moje podatke in pol reče, ja, bomo pripravili, v 2 dneh boš dobil link, kdaj so podatki pripravljeni. Ne bo tako hitro. Prav, gremo dalje. To je bilo, kar se tiče napovedovanja osebnosti. Kaj se da še napovedati? Ena zanimiva raziskava je bila napovedovanje spolne usmerjenosti. Kaj so tukaj naredili? Znanstveniki so pobrali podatke iz ene spletne platforme za zmenke, kjer so imeli označene uporabnike, kateri so heteroseksualni, kateri so homoseksualni, in za vsakega uporabnika so bile tudi fotografije teh uporabnikov. In raziskovalci so tukaj probali ugotoviti, ali se da iz fotografije, iz svoje fotografije, ki jo daš na svoj profil, na spletni strani za zmenke, ali se da ugotoviti, ali se da ugotoviti, kakšna je tvoja spolna usmerjenost. Zdaj, oni so dobili natančnost, njihov algoritem je za moške z natančnostjo 0,81, imel natančnost 0,81, za ženske pa 0,71. Da moraš 81%, 71% pravilno zadetih, tako preprosto rečeno. So pa naredili še vzporedno primerjavo in so rekli, kaj pa če damo mi to navadnim ljudem za oceniti, a lahko ti iz fotografije rečeš, ali je kakšna spolna usmerjenost, in ljudje so pravilno ugotovili z natančnostjo 0,61 za moške in za ženske 0,51. Torej, avtorji trdijo, da se da iz profila slik napovedati spolno usmerjenost boljše, kot lahko to laik napove na podlagi slike. Avtorji so tudi predstavili neke prototipične fotografije, torej moški heteroseksualec, moški homoseksualec, ženska heteroseksualna in ženska homoseksualna. Ta članek je tako zelo triki, je dosti enega praha dvignil, zato ker so implicirali avtorji, da je nekaj v potezah našega obraza, kar pove, ali smo hetero ali homoseksualni. Zdaj, avtorji sicer tega niso trdili, ampak so pol eni odgovori bili na to raziskavo, ki so pokazali, da gre v bistvu bolj za napovedovanje subkulture. Da pač heteroseksualci imajo tendenco se na nek način, recimo moški, briti na nek način med leče ali očala in tako naprej, in v bistvu ta njihov algoritem bolj napoveduje kombinacijo tega, kakšno frizuro imaš, se pravi bolj kombinacijo nekih vizualnih lastnosti, ki si jih sam izbereš, zato da pripadaš neki skupnosti. Tako nekako. Je pa zelo zanimivo branje oboje. Še ena raziskava je pokazala, da se da iz
zapisov na Facebooku napovedovati tudi epizode pač depresije. Eni raziskovalci Stanforda so na eni bazi skoraj 700 pacientov, pri katerih jih je 114 bilo označeno, da so imeli depresijo, so analizirali njihove zapise na Facebooku in so ugotovili, da določene besede zelo močno napovedujejo, ali je oseba depresivna ali ni. Tukaj je pač par teh word cloudov, ki kažejo najbolj tipične besede, ki nekaj nakazuje. Torej, uvod sem povedal, o napovedovanju sem govoril, torej ugotovili smo, da iz digitalnih sledi se da marsikaj napovedati. Osebnost, spolno usmerjenost, depresijo in si lahko predstavljate, tega je res dosti, tako da tukaj sem res samo par stvari omenil. Ampak zdaj, ko nekdo ima te podatke o nas, kaj lahko naredijo s tem, ta družabna mreža? Zdaj, ena stvar je napovedovanje preferenc, in to se lahko mogoče spomnite par slajdov nazaj, ko sem rekel, kako Netflix iz preteklih podatkov o tem, kaj smo gledali, če se nismo gledali, kako smo retali stvari, lahko napove, kaj bi nam bilo všeč in nam sugerira filme. Napovedovanje potrošnje, če se spomnite, iz osebnosti smo lahko pogruntali, koliko so nekomu pomembni statusni simboli in koliko bo zapravo za statusne simbole, za artikle, ki so statusni simboli. Ampak se da še marsikaj drugega, recimo usmerjeno oglaševanje in politično oglaševanje. Usmerjeno oglaševanje. To je primer ene raziskave, ki je preverila, ali lahko mi targetiramo ljudi z različnimi osebnostmi, z različnimi reklamami. In so pripravili naslednjo stvar. So rekli, dve dimenziji osebnosti so gledali, ekstravertnost in odprtost. In so pripravili reklamo, ki naj bi bila všeč ekstrovertnim ljudem, reklamo, ki naj bi bila všeč introvertnim ljudem, reklamo, ki naj bi bila všeč ljudem, ki so visoki na odprtosti in ljudem, ki so nizki na odprtosti. In se je izkazalo, ko so to pognali na ta eksperiment na enem velikem številu ljudi, da dejansko so ljudje, ki so bili visoko ekstravertni, resnično imeli to reklamo za bolj prepričljivo, introvertni so imeli to bolj prepričljivo in tako dalje. Tako da ta eksperiment je pokazal, da na tak način izbrane reklame so bolj persuazivne za uporabnike. Nekaj, kar je še bolj triki, je pa primer Cambridge Analytica. Mogoče bi tam moral biti. Mogoče se kdo od vas spomni tega primera. Torej, če se spomnite, sem prej govoril o tem, kako je bila ena raziskava, ki je vzela lajke na Facebooku in je naredila predikcijo osebnosti. No, tisto je pač naredil Mihael Kosinski in se več ali manj stavilo v prvem članku, ki ga je objavil. Pol so pa eni drugi kolegi, prav tako iz Cambridgea, so rekli, mi bi pa to probali to malo denarja zaslužiti za to. In so nekako ponovili ta eksperiment, so pridobili dosti podatkov o ljudeh, sem da jih niso prosili dovoljenja za uporabnike, za to, da so dobili te informacije, kar je v bistvu najbolj sporno tukaj. So naredili model, ki lahko napove osebnost še ostalih uporabnikov in so ga uporabili za politično oglaševanje. In to je bilo uporabljeno zagotovo za kampanjo Donalda Trumpa 2016, za kampanjo Teda Cruza 2016 in za tiste, ki so podpornike Brexita. Kako to izgleda? Se pravi, politično oglaševanje, kaj ti narediš z osebnostjo, kako lahko to narediš? Recimo, dajmo reči, da si ti en kandidat, ki bi rad povedal, da ti je pomembno, ne vem, da so službe pomembne. In to lahko rečeš na več načinov. Zdaj tako, če imaš ti eno osebo, ki je visoka v vestnosti, in to predstaviš kot, jaz sem za službe, ki imajo možnost napredovanja in poudarjaš odgovornost, ki ti jo služba prinese, ta aspekt poudarjaš. Recimo za eno osebo, ki je visoka na odprtosti, ki poudarjaš, da službe so pomembne, ker ti omogočajo osebnostno rast, za osebo, ki je nevrotična, ki je visoka oziroma ki je nizka na emocionalni stabilnosti,
pa poudarjaš, da se ti zavzemaš za službe, ki bodo prinesle socialno varnost tebi, tvoji družini in tako naprej. Ne? Skratka, če poznaš osebnost uporabnikov, lahko, da jim reč, pritiskaš na določene gumbe, da tvoje sporočilo pač ima večji učinek. Zdaj tako, to se je dogajalo, okay? Bil je pol velik škandal, predvsem zaradi tega, ker niso imeli dovoljenj uporabnikov. Na koncu je to podjetje Cambridge Analytica pač propadlo, ne? Ampak so še druga podjetja, ki podobno delajo. Je pa tako, da ni popolnoma jasno, da moramo biti tukaj na jasnem. Ni dokazov, da bi tako oglaševanje dejansko bilo odločilno za to, da je Trump zmagal, za to, da je Brexit zmagal. Okay? Torej tega ni, jaz nisem zasledil, da bi bili neki prepričljivi dokazi v to korist. Se je pa to dogajalo. Skratka, za vašimi hrbti so zbirali določene podatke, delali neke napovedi vaše osebnosti in to uporabili, da so ne vas, no, ampak pač kogarkoli že. Okay. To je nekaj, kar lahko naredijo s pomočjo osebnosti. Zdaj, ena stvar, ena moč, ki jo tudi imajo družabna omrežja, je, da lahko tudi manipulirajo z našimi čustvi. Ne? In primer tega je ena raziskava, ki so jo naredili mislim, da so iz Cornella, iz Univerze Cornell, ti avtori, v sodelovanju s Facebookom. Ne? Kaj so oni naredili? Oni so naredili sledeče. Oni so vzeli ogromno enih uporabnikov, skoraj 700,000, in so, tako, zdaj si predstavljate, ne? Če vi uporabljate neko družabno omrežje, tisti feed, ki ga vidite, vsebine, ki jih vidite, to niso vse vsebine, ki jih vsi prijatelji generirajo, tega je preveč. To je samo nekaj filtrirano, ne? Priporočeno za vas osebno. No? Skratka, oni so naredili sledeče. Iz vseh vsebin, ki jih vaši prijatelji generirajo, so označili, katere vsebine imajo neko pozitivno konotacijo in negativno. Tako da so uporabili nek slovar, ki vsaki besedi dodeli emocionalno vrednost, se pravi, ali pozitivna ali negativna. Ne? No, in pol so lahko za vsako vsebino rekli, ta zelena je pozitivna, ta rdeča je negativna, ta bela je neutralna. In so potem naredili selekcijo teh vsebin, ki so jih prikazali uporabniku na tak način, da so enim uporabnikom zmanjšali število negativnih vsebin, enim so zmanjšali število pozitivnih vsebin. No, pol so uporabniki so izpostavili temu manipuliranemu, dajmo reči, priporočenim vsebinam, pol so pa v naslednjih dneh opazovali, kakšne vsebine je ta uporabnik sam generiral. Okay? Uporabnik ni bil najprej izpostavljen, dajmo reči, zelo negativnim vsebinam, in so generirali svoje vsebine in potem so analizirali pozitivnost ali negativnost vsebin, ki jih je uporabnik generiral. S tem so hoteli preveriti nekaj, čemu se reče čustvena nalezljivost. Se pravi, če uporabnika izpostaviš nekim čustvom, a se uporabnik teh čustev naleze. Okay? Rezultati so pokazali, da ja, da ta čustvena nalezljivost obstaja. To tako izgleda, da za voljo časa se ne bom spuščal v detajle, lahko kasneje, če mogoče kdo hoče, lahko boljše razložim. Skratka, rezultati so ja, če si bil izpostavljen več negativnim vsebinam, si tudi sam generiral več negativnih vsebin, če si bil izpostavljen več pozitivnih vsebinam, si tudi sam generiral več pozitivnih vsebin. Okay? Tako da, to je bila zadnja stvar, ki sem hotel povedati, kar se tiče pregleda raziskav. Se pravi, videli smo, da puščamo digitalne sledi za sabo, ko uporabljamo razne platforme. Te digitalne sledi se lahko uporabijo za napovedovanje preferenc, osebnosti, spolne usmerjenosti, whatnot. In te lastnosti se lahko tudi uporabijo strani družabnih omrežij za marsikaj, od tega, da nam ponudijo boljšo storitev, do tega, da manipulirajo z našimi čustvi in nas prepričujejo, da volimo določene kandidate. Zaključek, zadnja stvar. Digitalne sledi, ki jih puščamo za sabo, vsebujejo mnogo informacij. Torej,
se marsikdo vpraša, joj, kaj pa naj jaz zdaj naredim, ne. Problem je v tem, da je samo področje premalo regulirano v tem trenutku. Stvari se sicer premikajo naprej od tega evropskega GDPR-a do nekih drugih zakonov, ki so bili sprejeti, ampak še vedno imajo podjetja precej veliko moč. Kaj lahko naredimo, je to, da probamo pač omejiti sledi, ki jih puščamo, in predvsem je fajn, da se zavedamo, da se to dogaja, da spremljamo, kaj se da narediti in česa se ne da narediti, in da smo aktivni v debatah o zasebnosti in varovanju podatkov. Evo ga, jaz bi s tem zaključil za danes.